Lepo pozdravljeni. Torej, moja tema je za danes besedotvorje v okviru kontekstualnega poučevanja slovnice slovenščine kot ne prvega jezika. V glavnem, če bom na hitro zdaj to odprl, dejansko struktura predavanja je takšna. Na začetku seveda uvodne neke misli, potem pa je definicija sporazumevalne jezikovne zmožnosti, kontekstualno poučevanje sklonov SDTJ, torej slovenščine kot drugega in tujega jezika, ki sva ga razvila s kolegico Ulčnik in potem v letu 2022, potem pa v letu 2023 še prilagodili oziroma jaz prilagodil za Makedonce. Na koncu je tam moj predlog, nadgradnja kontekstualnega pristopa s skladenskimi in besedotvornimi vsebinami in sklepne ugotovitve. V glavnem, ko sem začel razmišljati, kaj bi danes predaval oziroma kako bo ta tema predstavljena, vsi vemo, vsi, ki poučujemo slovenščino ali tuje jezike, vemo, da se je ta pristop tradicionalni, ki je bil tam v začetku v 20. stoletju spremenil, torej iz nekega tradicionalnega vidika, ki je imel poudarek na usvajanju slovnice, spremenil v komunikacijsko metodo, ki je danes seveda in upam, da jo vsi uporabljamo, tu je seveda poudarek na rabi. S tem pa seveda slovnica ni bila izključena. To seveda je zapisala Kržišnik že leta 2000. Avtorji, kot so tukaj navedeni, tu seveda poudarjam raziskave v slovenskem jeziku, torej Stramljič Breznik 2020 pa Kern, ugotavljajo seveda in poudarjajo pomembnost besedotvornih vsebin pri poučevanju jezika, torej kot prvega, drugega ali tretjega. Zorman pa je že leta 1998 ugotovil pomanjkanje besedotvornih vsebin v učbenikih kljub novim pristopom poučevanja. Tukaj bi lahko recimo samo dodal ugotovitve teh dveh kolegov, in sicer, da je kolega Kern je dejansko res analiziral učbenike za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika, torej od začetni ravni do ravni C1, C2 in ugotavlja marginaliziranost besedotvornih vsebin. Besedotvorje, seveda tu razlog mogoče leži v tem, da je v nasprotju z oblikoslovjem ali skladnjo, oprostite za zatipko, se redko da opisati s pomočjo enostavnih pravil. Tako da to, kar sem jaz ugotovil na začetni ravni, torej v učbenikih na ravni A2, v glavnem nesistematično prikazovanje tvorjenk iz iste besedne družine, navedba torej seznamov besed brez besedotvornih namigov, da sodijo v isto besedno družino. Takrat, ko bi morali recimo učeči se obvladati oziroma dobiti tvorbeni potencial v slovenskem jeziku. Zdaj, če lahko nadaljujem, to je seveda, ko smo govorili o sporazumevalni zmožnosti, to je ta sporazumevalna zmožnost, ki jo vsi vedno citiramo, je navedena torej v skupnem evropskem jezikovnem okvirju iz leta 2001, ki je tudi preveden v slovenščino. In tukaj najpomembnejše jezikovne zmožnosti so naslednje, tu sem seveda poudaril leksikalno zmožnost, slovnično zmožnost in semantično zmožnost. V okviru vseh teh zmožnosti najdemo torej sledi besedotvorja in možnost za prikaz besedotvorja. Če pa pogledamo še slovnično zmožnost, kako je definirana, poznavanje slovnice nekega jezika in sposobnost njene uporabe, zbir različnih načel, ki usmerjajo sestavljanje prvin v posamične smiselne nize in sposobnost razumeti in izraziti pomen s tvorjenjem in prepoznavanjem besednih zvez, dejansko ugotavljamo, da bi kandidati prišli do te slovnične zmožnosti in do te celotne sporazumevalne zmožnosti na visoki ravni bi morali že od samega začetka obvladati oziroma dobiti načela tvorjenja, torej osnove tvorjenja besed recimo v slovenskem jeziku. Tu samo na hitro, da ne bom predolg, v seju je dejansko slovnična pravilnost primerjana dejansko z jezikovnim razponom. Jaz sem zdaj to obravnaval samo do ravni B1. Da ne bom predolg, v glavnem bom samo na hitro povzel ta kontekstualni način poučevanja sklonov. Leta 2022 sva kolegico Ulčnik predstavila ta v bistvu kontekstualni pristop. Zakaj govorim zdaj o sklonih? Ker sva začela takrat s poučevanjem, kako bi poučevali sklone, torej na ravni A2B1. Tam na začetku, ko je treba predstaviti tem učečim se v glavnem sklone. Definirala sva 6 osnovnih kontekstov. Torej prvi kontekst je predstavitev, osebne aktivnosti v pozitivnem kontekstu, vsakodnevne aktivnosti v negativnem, zanikanem kontekstu, praktične teme, informacije, pogovori, potovanje, smernice in zdravje. Dejansko tukaj smo izhajali iz preživetvene ravni za slovenščino, ki je šla in je bila opisana leta 2016, s tem, da je tam 10 takih področij, midva sva to skrčila na
dejansko 6 področji, skladno s skloni. Potem pa sva oblikovala 6 sklonskih kontekstov. Zdaj, ko rečem sklonski kontekst, ne mislim samo na en sklon, tako da to so sklonski konteksti, ki vsebujejo seveda glavni nosilni sklon, plus določene prvine oziroma sledi drugih sklonov. Tako da imenovalniški, tožilniški, rodilniški, mestniški, orodniški in dajalniški. Tukaj, kot vidite, plus dajalnik, plus rodilnik, to bomo videli kasneje. Tako da ta kontekst oziroma ta pristop je bil, seveda izhaja iz rabe in z pogostosti rabe sklonov. Kot vemo, v slovenščini je na prvem mestu najfrekventnejši sklon tožilnik, v glavnem, v jezikoslovni literaturi pa seveda se pojavi imenovalnik, zaradi tega, naprimer, je v tem primeru imenovalnik na prvem mestu. Tako da ta pristop zdaj pa nadgrajujemo s skladenjskimi vsebinami, sistematično in glede na stopnjo. Zdaj, glede s skladenjskimi vsebinami in seveda s kontekstualno ustreznimi vrstami tvorjenk. Pri tem seveda izhajamo iz stopenjske metode tvorjenja besed, ki so jo za slovenski prostor recimo v zadnjih 20 letih definirala Stramljič, Breznik in Kern. Seveda, tu pa se omejujemo na jezikovno stopnjo poučevanja, torej na začetno, na osnovnega uporabnika A2, B1. Zdaj pa, če tako pogledamo. To je to, kar se mi zdaj že 3 dni pogovarjamo o stopenjski metodi, tako to nam zgleda. Torej, Stramljič, Breznik 2004, torej izsek iz besedotvornega slovarja in iz monografije kolega Kerna. To je prekomplicirano za učeče se slovenščine kot drugega in tujega jezika. To je znanstvena fantastika, science fiction, da se razumemo. V glavnem, tako zgleda torej za naše. Torej za učeče se slovenskega jezika. Zdaj pa ne vem, če opažate tukaj, torej to so najpogostejši glagoli, ki jih oni srečajo. Če izhajamo recimo iz glagola učiti se, dobimo recimo zdaj neke osnovne nivoje, torej prvostopenjske, drugostopenjske in tretjostopenjske. To, kar si mi predstavljamo stopenjsko metodo v jezikoslovnem smislu, je progresivna, globinska, v glavnem, tako da se širi in postaja večja in večja. Tu pa imamo zdaj, kot vidite, recimo v primerih, kot je učenec, učenka, dejansko učeči se spoznajo ti dve besedi pred pridevnikom učen. Tako da včasih recimo usvajanje teh besed, nove leksike, usvajanje besedotvornega gre regresivno za njih. Tako da to so besede, ki jih najprej spoznajo. Torej ne bodo spoznali učen, ker ni potrebe, da se pojavi to v začetnih kontekstih. Enako tudi recimo v drugem primeru, kot vidite, recimo zdaj to sem označil tudi z rdeče. To sem preverjal naprimer v Kostu, to je naš glavni korpus slovenskega jezika za učenje kot drugega in tujega jezika in tam so različna besedila, več kot 8000 besedil. V glavnem, ki so jih pisali učeči se slovenščine kot drugega in tujega jezika na različnih stopnjah znanja. Nihče ni uporabil učiteljev, učiteljičin. Nihče ni uporabil učen, učenje ali pa recimo v drugem primeru delavčev, delavkin. Celo glagola pogovoriti se ne boste našli. V glavnem, tako da našli boste pogovarjati se, najprej se naučijo pogovor, potem iz pogovora, torej iz samostalnika pride do pogovoriti se. Tako da gre v teh primerih za neko regresivnost, torej njihovo dojemanje. Zdaj pa osnovna načela. Izhajamo iz konteksta, kako bi to nadgradili. Stopenjska metoda mora biti v prilagojeni obliki za njih. Dosledno navajanje besedotvornih namigov, tvorjenje besedotvornih nizov skladno s kontekstom in z drugimi slovničnimi vsebinami in tvorjenje stavčnih vzorcev z besedami iz iste besedne družine. Če pogledamo zdaj ta imenovalniški kontekst, da ne bom predolg, to je zdaj to, kar je skoncentrirano na sklone. V glavnem, nadgrajenje v bistvu skladenjskimi vsebinami. Uvajamo, kot vidite tu na začetku, recimo, torej ne bom komentiral, tu se najprej osebno predstavljajo, se učijo, ne vem, osebne zaimke, glagol, biti, imenovalniške oblike in imamo sledi različnih sklonov, zato smo na začetku videli pluse, ampak samo v ednini, kot recimo sledi rodilnika, sledi mestnika, sledi dajalnika. V vsakem torej to niso enosklonski konteksti, imamo še recimo prvine drugih sklonov, ampak v omejeni rabi. Tu ga nadgrajujemo skladenjsko vsebino ki, oziroma z oziralnim zaimkom ki v imenovalniškem kontekstu, torej desno od ki ne najdemo osebnega zaimka. In z ustreznimi vezniki. Na desni strani imamo seveda svojilne zaimke, sledi dajalnika, v
recimo v vzorcih ime mu je, ime ji je, tako da mi ne govorimo, da je to dajalnik. To so dejansko konstrukcije, ki jih oni usvajajo v taki obliki. Tako da tu se to ne razlaga, vsaj na tej stopnji, potem pa sledi tožilnika, ker se predstavljajo. V glavnem spet se govori recimo o nekem tožilniku, ampak v ednini. Primerjanje s kot oziroma kakor. On je višji kot jaz. Vezniki pa, ki, da, ki sem že omenil. Zdaj pa pridemo do teh besedotvornih vsebin, ki jih lahko predstavimo v prvem kontekstu. In sicer tvorba moških in ženskih poimenovanj za poklice. Dobijo osnovne vzorce, ne bodo dobili seveda vseh. Ker je to vseeno, imamo torej v mislih, da je to raven A2, B1 maksimum, oziroma bolj A2. Tvorba poimenovanj za prebivalke in prebivalce posameznih narodov. Tvorba pislavov, govorim češko, govorim slovensko. Tvorba pridevnikov na skiški iz zemljepisnih lastnih imen, slovenski, češki. Tvorba primernika, presežnika. Zdaj to je novica, ki se pojavi tukaj. Zakaj tako zgodaj? Ker opisujejo svoje člane družine. Mi recimo to predavamo po učbeniki, če se vodimo, pa to ni neka kritika, ampak praksa je bila, da se recimo to stopnjevanje pojavi kasneje. Če se pa pojavi na začetku, ko vi primerjate, ampak v nekem nominativnem imenovalniškem kontekstu z veznikom kot, na drugi strani se spet pojavi nominativ oziroma imenovalnik, tako da se ne pojavi sklon nek drug. Potem pa imamo tvorbo enostvojilnih pridevnikov, tvorbo ljubkovalnic in tako naprej. Tako da že sami vidite, na samem začetku imamo veliko besedotvornih vsebin. V tožilniškem kontekstu opisujejo vsakodnevne aktivnosti, nadgrajujemo, seveda vidite, opisujejo dom svoj, potem pa imajo različne veznike, s tem nadgrajujemo vsebine in oziralni zaimek, ki plus osebni zaimek v tožilniku. Ne bom zdaj tega preveč predstavljal, enako velja tudi za rodilniški kontekst, v glavnem, ker je v slovenščini, za razliko od južnoslovanskih jezikov, zanikan glagol plus rodilnik, tu pa imamo pri nas v slovenščini, v drugih, naprimer južnoslovanskih jezikih, ostane na tem mestu akuzativ oziroma tožilnik. Nadgradnje v rodilniškem kontekstu, ko govorijo se in tožilniškem, z besedotvornimi vsebinami zgleda tako. Tvorba enostavnejših oblik dovršnih in nedovršnih glagolov. Glede na to, da opisujejo svoje vsakodnevne aktivnosti, je popolnoma logično, da predstavimo dovršne in nedovršne glagole, tvorjenje v glavnem teh glagolov, seveda z enostavnejšimi primeri. Za slovane je to razumljivo, za neslovane, tako kot sem rekel, zna biti znanstvena fantastika. Tvorba besedotvornih nizov za dejanje, vršilce dejanja, nosilce lastnosti in tako naprej. Zdaj tu poudarjam še enkrat, to, kar vi vidite, samo malo, pardon, pisati, pisatelj, pisatelj in tako, ni nujno, da korespondira oziroma da se upada z našim pogledom na tvorbo oziroma na stopenjsko metodo. Ampak vseeno izhajamo iz stopenjske metode in jo prilagajamo za potrebe recimo na tej ravni. Potem pa imamo tvorbo pridevniških zloženk. Glede na to, da tvorijo in opisujejo svoj dom, kakšno je njihovo stanovanje, torej tukaj se naučijo recimo vsaj osnove za zloženke. Recimo enosobno, dvosobno. Tvorba manjšalnic se tudi tukaj ponovno pojavi v kontekstu doma. Tvorjenje veznikov, torej ta razlika med kje in kjer, kam, kamor in tako naprej. V nadaljevanju je, kot vidite, tvorba poimenovanj za prostore, tvorba prislovov. V glavnem grem na igrišče, igram se na igrišču, naprimer, ali kuhati, kuhinja, stanovanje ima kuhinjo, kuham v kuhinji, torej ta opozicija, lokativ oziroma mestnik in tožilnik. Potem pa tvorba različnih prislovov. Tukaj recimo še enkrat vidite, naprimer v primeru jeseni, poleti. Najprej spoznajo prislov poleti. Ne bodo spoznali poletja. Mislim, hvala Bogu, imeli smo poletja, ne? Ampak dejansko najprej se srečajo s to besedo. Potem iz te besede pridejo nazaj v poletje. Tako da tu spet imamo primer recimo regresivnosti, naprimer, ne? Torej, našo metodo uporabljamo, ampak za njihove potrebe to gre dejansko regresivno. Tu še enkrat recimo navajam nekaj iz Kosta, tako da ne boste našli kuharjev, kuharičin in tako naprej. Primer, ki sem ga omenil, recimo prej sva se s kolegico pogovarjala, naprimer samostalnik večer. Ampak oni se najprej naučijo zvečer in večerja.
Na to se naučijo v slovenščini, kako rečemo večer. Tako da tukaj imamo spet recimo nek regresivni pogled. Da ne bom predolg, mestniški kontekst, tukaj se učijo seveda o mestniku, pogojniku, to so recimo te klasične vsebine, ki se jih pojavijo. Glede na to, da se pojavi pogojnik, dejansko imamo še veznik da bi, nadgradnjo recimo imamo z oziralnim zaimkom kateri v mestniškem kontekstu, besedotvorje v mestniškem kontekstu pa zajema na primer tvorba poimenovanj za vršilce dejanj, tvorba poimenovanj za prostore. Tako da tu imate recimo delovno mesto, delavec, delavka je na delovnem mestu, igrati se na igrišču, dela v knjigarni, delam kot knjižničar v knjižnici in tako naprej. Da ne bom predolg, še 2 minuti. Predzadnji kontekst je orodniški kontekst, oziroma zadnji kontekst je orodniški kontekst, se učijo orodnik plus kateri, s tem nadgrajujemo, da bi prišli seveda do besedotvorja v orodniškem kontekstu. Tu se najprej učijo poimenovanj za sredstva, torej brišem se z brištačo ali brijem se z brivnikom, letim z letalom in tako naprej. Tu na tej strani spet vidite še en regresivni pogled v bistvu stališča učečih se, da je v bistvu na prvem mestu najprej spoznajo vozovnica. Potem ne boste našli vozoven, recimo torej tega pridevnika v našem recimo korpusu. Na zadnjem mestu je dajalnik oziroma dajalniški kontekst, ki se tako nadgrajuje, to lahko preberete v članku. Tukaj bom samo dejansko predstavil, torej tu se pogovarjajo o zdravju, se učijo o zdravju in se usvajajo to vrstna recimo dejanja, tvorjenje torej različnih glagolov, moška in ženska poimenovanja, tvorjenje zloženk, tako da vse tukaj še enkrat vidite se pojavi to, da nismo zasledili tudi tega primera zdravnikov, zdravničin v Kostu. Sklep. Torej, da bi prišli recimo do neke torej do besedotvornega potenciala za učeče se slovenščine kot drugega in tujega jezika, predlagamo sistematično poučevanje besedotvorja od začetne stopnje, temeljna vloga besedotvornih vsebin pri sistematičnem učenju besedišča, poudarjam pomembnost poznavanja osnov slovenskega besedotvorja za dekodiranje semantike novih besed. Tako da, evo, ker sem že predolg tukaj bom nehal, oprostite. Tako, hvala.